Lahko, gremo. Torej, odzvali smo se v Slovenski ljudski stranki glede javnega razpisa za izbor operacij za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo. Pred kratkim je direktor direktorata Ministrstva za šolstvo poslal dopis, na katerem slovenske občine obvešča, da v letošnjem letu javnega razpisa za sofinanciranje v športno infrastrukturo ne bo. Ne bo pa zaradi tega, ker ministrstvo nima denarja. Ker ga župani občin seveda zato sprašujejo, ker je takšnih objektov v državi veliko. Ker smo pa dobili informacijo strani Ministrstva za šolstvo iz kabineta ministra že 22. junija, da se vendarle pripravlja en razpis, vendar ne za Slovenijo, ampak za Stožice, ker to informacijo, ki smo dobili, so nam rekli, da v Ministrstvu za šolstvo delajo ne več za potrebe šolstva Republike Slovenije, ampak za potrebe Stožic Ljubljane. Sem na odboru za lokalno samoupravo ministra Györkösa vprašal, ali kaj ve o tem razpisu, glede na to, da je organ upravljanja z evropskimi sredstvi. Je minister Györkös odgovoril, da seveda o tem ne ve nič, da je šolstvo, Ministrstvo za šolstvo posredniško telo in da organ upravljanja seveda za to mora vedeti. No, izkazalo se je, ali minister Györkös res ni vedel, ali je pa na komisiji na odboru za lokalno samoupravo ni govoril resnice. Ta magnetogram iz te seje 12.6. vam tudi dajem. Iz službe vlade, torej predstavljati si, kakšna grozna stiska je za sredstva, so slovenske občine dobile dopis oziroma odredbo, da bo za tisti del plač, ki so jih občine plačale delavcem skupne občinske uprave, dobile vrnjeno, torej občine v proračun za leto 2009, čele leta 2011. Skratka, katastrofa. Po drugi strani pa seveda pridemo do takšnega razpisa, kjer je jasno opredeljeno, da torej omogoča tale razpis, če pogledamo finančne pogoje tega, za investicije, ki presegajo 5 milijonov in niso manjše od 45 milijonov. Prvič, drugič govori o tem, da se razpiše 9 milijonov 400 evrov. Tretjič govori o tem, da mora biti operacija končana do konca leta. Potem, kar je neverjetno, da v razpisu piše, da prijavitelj mora zagotavljati v novem objektu tudi prostore za delovanje javnih zavodov na področju športa. Potem pa govori tudi o tem, da razpisana sredstva v 9 milijonov 400 se lahko dodelijo v isti višini, kot so razpisane enemu za eno operacijo. Skratka, vkolikor bo seveda MOL, torej ker ne sme biti to kot državna pomoč, bo MOL, torej Mestna občina Ljubljana, se prijavila in seveda potem bi Mestna občina Ljubljana morala imeti potrjen DIP, potem seveda predvideno zasnovo v IP-ju in to tudi ustrezno uvrščeno v razvojne programe proračuna same občine. No in sedaj se postavlja vprašanje, kako bodo v IP-ju prikazali prvič, da je ta projekt
nedonosen. Namreč, kolikor IP prikaz že je korektno, potem seveda ne verjamem, da bi bil ta projekt, ne bi bil dobičkonosen. Kolikor pa je dobičkonosen, pa ne more dobiti evropskih sredstev. To je eno. Drugo, kar se tu seveda postavlja vprašanje, ali je bilo na portalu, torej nikjer nismo tega zaznali, videli, torej na samem portalu ob javnem naročilu bi moralo biti zapisano, da je projekt sofinanciran iz Evropske unije. Torej tega nismo nikjer našli. No in tretje, kar je pa seveda najbolj grozno in nesprejemljivo, vsi do sedaj razpisi vseh operativnih programov, vseh treh, po vseh ministrstvih, se je lahko subjekt prijavil na razpis, sploh pa seveda občine, če je imel zaključeno finančno konstrukcijo. To pa pomeni, da Mestna občina Ljubljana torej nima zaključene finančne konstrukcije, kar je jasno iz vseh medijev, po eni strani in po drugi strani sedaj naknadni razpis v toku samega izvajanja je seveda torej izigravanje razpisa. Jaz sem prepričan, da takšnega razpisa ne bi bili sposobni napraviti niti v najmanjši krajevni skupnosti za kakšno društvo, torej tako, da bi bil razpis pisan na eno, torej za en objekt, na eno kožo. Zaradi tega smo danes v Slovenski ljudski stranki pozvali tako Kosa, Šoltesa in Urad za nadzor proračuna, da seveda preverijo koruptivnost takšnega razpisa. Vkolikor bo se torej Mestna občina Ljubljana to prijavila, takrat pa bo seveda potrebno, da torej vse institucije preverijo oziroma naredijo revizijo, ali so bila resnično v celoti upoštevana vsi razpisni pogoji, za kar že naprej torej vemo, da nekateri niso in seveda zaradi tega ne bi mogli biti stožice izbrane na razpisu. No in zadnje retorično vprašanje pa je, ali ima SVRL, organ upravljanja, soglasje Evropske komisije, namreč veste, da evropski denar se koristi v skladu z soglasjem Evropske komisije, torej soglasje za reševanje tekunskih poslov, sedaj, ko je domačega denarja že zmanjkalo. Če hočete, lahko celo napovemo zaključek te zgodbe in sicer, če bodo sredstva odobrena, torej preko razpisa za dokončanje stadiona iz evropskih sredstev, na koncu seveda Evropska komisija za povračilo sredstev iz bruseljske blagajne v proračun Republike Slovenije ne bo dala, ker jih ne more dati, ker bo ugotovljeno preveč napak v samem postopku. Potem bo seveda zaključek ta, da bodo pač ta davkoplačevalski denar plačale državljanke in državljani torej ob tej izgradnji. Predsednik vlade je ob rebalansu proračuna ter ob spreminjanju operativnih programov dejal, da ne bo noben evro evropskega denarja šel v zidove, ampak v programe pridobivanja novih delovnih mest.